Aeroklub Slovenske Konjice nadaljuje s tradicijo avgustovskih letalskih prireditev na Konjiškem. Klub pilotov in ljubiteljev letalstva je bil ustanovljen leta 1979. Danes šteje nekaj več kot 100 članov, ki se glede na vsebino združujejo v različnih sekcijah. Še posebej so ponosni na svojo letalsko šolo, ki je v preteklih letih izobrazila več kot 100 pilotov motornih letal in helikopterjev. Izvajajo tudi šolanje padalcev in jadralnih pilotov. Šolanje se izvaja na letališču Senožet, na sodobnih motornih letalih proizvajalcev Utva, Maule, Piper, Cessna, Seneca in Zlin ter na helikopterjih Bell in Enstrom. Več o klubski letalski šoli ponujajo tudi na svojih spletnih straneh www.aeroklub-konjice.com. V soboto 6. avgusta so člani kluba na letališču Senožet pri Ločah organizirali in izvedli tekmo v natančnem pristajanju z motornimi letali, ki so se je udeležili člani domačega kluba in gostje iz sosednjih aeroklubov Elisa, Celje in Maribor. Piloti so v tekmi, ki je bila tudi zaradi recesijskih razlogov nekoliko okrnjena, prikazali svoje spretnosti pri obvladovanju letal in nadzorom nad vremenskimi, predvsem vetrovnimi razmerami, ki pomembno prispevajo k rezultatu posameznega tekmovalca. Pristajalno polje je za namen tekmovanja posebej razdeljeno na segmente, tekmovalec se poskuša v 4 ponovitvah, v 4 pristankih čim bolj približati belemu polju, ki ne prinaša kazenskih točk. Večja razdalja dotika koles od nične točke pristanka prinaša večje število kazenskih točk in s tem posledično slabši rezultat. Vodja tekmovanja Stanko Kolar, sicer vojaški pilot helikopterja iz Loč, nam je celotno prireditev na letališču pri Ločah nekoliko podrobneje predstavil. Da v Konjicah ohranjamo letalsko tradicijo v okviru Aerokluba Slovenske Konjice je znano. Tudi 1. avgustovski dnevi so namenjeni temu. Danes smo se našli na letališču Senožet pri Ločah, z nami je Stanko Kolar, ki nam bo kaj več povedal o današnjem tekmovanju in zboru letalcev pilotov iz Slovenije. Ja, danes imamo praktično Aeroklub Slovenske Konjice vsak prvi vikend v avgustu prireja en, bi rekel, dan za druženje vseh slovenskih pilotov in v okviru tega imamo zbor vseh slovenskih pilotov in pa organiziramo tekme v natančnem pristajanju. Te tekme so tradicionalne in sicer tekmujemo praktično piloti iz Aerokluba Slovenske Konjice in dobrodošel pa je tudi vsak tekmovalec iz drugih aeroklubov po Sloveniji. Videli smo, da se je zbralo precej različnih generacij pilotov. Ta sekcija oziroma zbor letalcev poteka tradicionalno v Konjicah ali še mogoče kje? Ta zbor poteka samo v Slovenskih Konjicah in združuje vse generacije slovenskih pilotov. Lahko z veseljem povem, da je še vedno med nami naš domačin, ki sicer zdaj živi v Ljubljani in šteje krepko čez 80 let. To je Vinko Štefanič. Če boste imeli priliko, se lahko tudi z njim pogovorite, da bo on povedal neke svoje izkušnje. On je začel leteti še, mislim, tam nekje v kraljevini Jugoslaviji. In še danes vsako leto, koliko mu pa zdravje dopušča, pride na ta zbor. Današnje tekmovanje, kot smo slišali, je potekalo brez zapletov, mogoče še kakšen komentar na to temo? Ja, letos se nas je zbralo 14 tekmovalcev. Imeli smo vsak po 4 kroge na razpolaganje. Tekmovanje je potekalo brez problemov, tako da smo v predvidenem času tudi zaključili in trenutno so pač prvi neuradni rezultati na razpolaganje. Zdaj imajo pa tekmovalci pol ure časa za pritožbe, če se pač komu zdi, da je bil oškodovan. Potem bojo pa razglašeni uradni rezultati, pa bo tudi obenih predstavitev vsega tega. Hvala lepa za kratko pojasnilo in veliko sreče in uspehov pri nadaljnjem delu. Hvala lepa. Letošnjo tekmo je zaradi 2 pristankov na ničlo dobil Stanko Kolar, ki je poleg pokala za zmago dobil v enoletno hrambo tudi prehodni pokal tekmovanja.
Tesno z istim številom kazenskih točk mu je sledil Niko Petelin iz Aerokluba Celje, tretje mesto pa je osvojil predsednik kluba Peter Ravnak, ki je za zmagovalnim dosežkom prvih dveh zaostal za 40 točk. Loško letališče je tudi kraj, ki so si ga za druženje in vsakoletno skupščino izbrali starosti slovenskega letalstva, člani Društva vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva. Za začetek bi razglasil rezultate tekmovanja v natančnem pristajanju. 14. mesto je zasedel gospod Peter Marn in zbral skupaj 370 točk. Žal so to kazenske točke in kdor jih ima več, je slabši. 13. mesto je gospod Brezavšček, ki je zbral 310 točk. Korošec Vlado z 280 točkami na 12. mestu. Na 11. mestu Kolar Domen z 260 točkami. Plivršek Ljubo s 180 na 10. mestu. Kramberger Samo 160 točk na 9. mestu. Na 8. mestu Domen Klemenc s 160 točkami. Kos Slavko s 150 točkami na 7. mestu. Na 6. Mastnak Mitja 150 točk. Na 5. mestu Brgles Marinka 150 točk. Na 4. mestu Jehard Bogdan 140 točk. Na 3. Zdaj je pa, to so pa že stopničke, ne? Na 3. mestu Peter Ravnak 120 točk. Ja. In bi bilo se treba, gospod Peter Ravnak, se podvizati sem in prevzeti priznanje. No, pogledajte, brez kopilotke danes gospodu Ravnaku ne bi šlo. Čestitam. Drugo mesto, gospod Niko Petelin, prosim. Naj opozorim, gospod je konstantno v vrhu tega tekmovanja in mu posebej čestitamo. No in zdaj še prvo mesto in zmagovalec, Kolar Stanko. Samo 80 kazenskih točk. Brez majhnih napak tudi velikim šampionom ne gre. Torej vsem sodelujočim čestitam, posebej čestitam pa še tistim, ki stojijo na stopničkah. Posebno mesto v društvu zaseda najstarejši pilot s Konjiškega, Vinko Štefanič, ki se je za pilota izšolal že davnega leta 1946 in danes šteje preko 80 let. Prav on je bil eden prvih, ki so v začetku 50 let pristali na lokaciji današnje letališke steze, ki je po letu 1994 dobila dokončno podobo v dolžini 810 metrov in širini 60 metrov. Letališki hangar je zrasel leto dni kasneje po večletnih zapletih okoli nabave in postavitve. Objekti na letališču so svojo današnjo podobo pridobili po izgradnji aneksa z učilnicami in upravnimi prostori v letu 1999. Prav te prostore so letošnji povabljenci in zainteresirana javnost izkoristili za letošnji posvet slovenskih letalcev, na katerem so odprli aktualne in pereče teme z področja letalstva, ki v zadnjih letih v Sloveniji doživlja pospešeno usklajevanje z evropskimi standardi za pridobivanje vseh potrebnih licenc in izvajanje predpisov evropske zakonodaje.